V predsedniški palači je potekala slovesnost, na kateri so podeljevali državno odlikovanje za posebne zasluge. Nagrado za izjemen ustvarjalni prispevek k slovenski glasbeni umetnosti je prejel tudi Vlado Kreslin, ki je, kot pravijo, človek mnogih talentov, številnih izrazov in neskončnih sanj. Za izjemen ustvarjalni prispevek slovenski glasbeni umetnosti prejme Vlado Kreslin, red za zasluge. Vlado Kreslin je človek mnogih talentov, številnih izrazov, neskončnih sanj. Malo je glasbenikov, katerih ustvarjalni lok bi imel tak razpon in katerih stvaritve bi imele tak odmev. Ko se je po prihodu na študij v Ljubljani pridružil skupini Horizonti in pozneje glasbeni skupini Martin Krpan, je bilo jasno, da gre za izjemnega interpreta rock glasbe. Ko se je začel ukvarjati z ljudskim glasbenim izročilom in etnopopom, je v tej zvrsti postavil tako visoke vrhove, da bo težko kdo splezal nanje. Ko besedila njegovih uspešnic beremo v knjigi, je to zbirka poezije. Vlado Kreslin je eden najpomembnejših in najbolj priljubljenih slovenskih avtorjev in glasbenih izvajalcev. Številne njegove pesmi so ponarodele, saj jih poznajo mladi in stari, po nekaterih pa so nastali romani, filmi in knjige, saj Vlado Kreslin navdihuje tudi ustvarjalce. Glasbeno kariero je začel leta 1970 kot bobnar, nadaljeval kot pevec in zrasel v avtorja. Leta 1980 je s pesmijo Dan neskončnih sanj zmagal na Slovenski popevki, v desetletju potem pa je skupinama Martin Krpan in Mali bogovi dodal še nekaj nepozabnih rokovskih mojstrovin, med njimi Od višine se zvrti in Nekega jutra, ko se zdani. Hkrati se je soavtorjem in kitaristom Mirom Tomasinjem že podajal na pot drugačne, zgodbarske glasbe, ki je slovenskemu občinstvu segla v srce s pesmimi, kot so Tista črna kitara in Namesto koga roža cveti. V njih je raziskoval širni svet, ne da bi zapustil Prekmurje. Z njimi je opeval modrost ljudi, ki so znali vse, ne da bi imeli velike šole. Znali so tudi glasbo, zato je z njimi Kreslin v svoji rojstni vasi sestavil beltinško bando. Sprva je bila videti kot glasbena atrakcija, v kateri sta nastopala Vladova starša in njuni vrstniki, a je postala mnogo več. Vlado Kreslin se je z njo posvetil ljudski glasbi kot nihče pred tem in neverjetni eksperiment je povzročil pravi preporod slovenske etnoglasbe. Državno odlikovanje si Kreslin zasluži zato, ker je čarovnik besede in muzike. Njegove pesmi so ponarodele, z njimi pa seže z Goričkega v Piran od nekje do nekoč od tebe do mene. Nagrado mu je podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Kreslin pa je ob dosežku zbrane nagovoril spomini ob začetku glasbenega ustvarjanja. Kaj naj rečem, nisem imel še v takšni situaciji. Sigurno pa lahko rečem, da sem hvaležen muziki, ki me je zacumprala že tam v 50 letih, da sem potem v 60 preživel dneve in noči ob tistem radijskem sprejemniku, poslušal Radio Luksemburg, ne vem kaj. Potem konc 60 kupoval, naprimer zdaj vidim Buliča, od Buliča male plošče, smo si rabljene pošiljali okrog, ne. Da sem potem v 70 občudoval Lada Leskovarja na eni singlici, ki jo je imela Vera, v katero sem bil zaljubljen, in je bil tam Leskovar v lederni jakni pa s kitaro na rami. Wow, sem rekel, če bi jaz to bil. Potem sem leta 77 približno bil v gostilni Klement v Turnišču in je Oto Pestner nastopil. In ko me je zagledal tam zadaj nekje, Pršanko je rekel, tam je pa moj kolega Vlado, ker tam me še takrat noben ni poznal, še dolgo ne. In pol je Oto rekel, to je pa moj kolega glasbenik, kako sem bil ponosen, moram reči. Potem sem imel srečo, da sem nastopal, snemal z Andrejem, se družil, z Miho Dovžanom snemal, nastopal in kaj ne rečem, Miška Barnja z Britiške Vande je rekel, Naško Vlado, muzika ima začetek, samo končetka pa ona nema. Poleg Kreslina so državno odlikovanja prejeli še 4 nagrajenci. Odlikovanje za življenjsko delo in izjemen prispevek k slovenski citrarski umetnosti je prejel Miha Dovžan. Miha Dovžan je v Sloveniji sinonim za citrarja, fant z zlatimi prsti. S citrami, tedaj skoraj pozabljenim ljudskim glasbilom, se je spoznal še preden je začel hoditi v šolo. Slovensko občinstvo pa je Miho Dovžana spoznalo leta 1958, ko je 15-leten nastopil v oddaji Radia Slovenija. Odziv je bil izreden. Mehki in nežni zvoki so ljudje prevzeli. Mladi citrar pa je z bratom, klarinetistom Ivetom Dovžanom, ustanovil glasbeno skupino. Oto Pestner, za katerega pravijo, da je čudežni deček z zlatim glasom, pa je prejel nagrado za izjemen pečat k slovenski popularni glasbi. Oto Pestner je ena najbolj unikatnih osebnosti slovenske zabavne glasbe, čudežni deček z zlatim glasom. V času prvih radijskih glasbenih oddaj je leta 1962 nastopil v oddaji Pokaži, kaj znaš. Prvo malo ploščo pa je posnel leta 1968, ko je osvojil prvo nagrado na festivalu Zlata roža Portoroža. Slovenski avditorij je osuplo prisluhnil popolni interpretaciji komaj 12-letnega dečka, ki je leto pozneje v Italiji zmagal na festivalu za mlade pevce v Sanremu in se odločil, da se bo v življenju ukvarjal samo z glasbo. Pestnerjevega otroštva je bilo konec. Leta 1971 je zmago na Slovenski popevki s pesmijo 30 let odnesel mladenič, ki jih je štel komaj 15. Razkošni talent Ota Pestnerja je osvajal festival za festivalom, sodeloval je z najboljšimi tekstopisci in skladatelji in kmalu je tudi sam postal avtor. Leto pozneje si je na besedilo Elze Bodav napisal svojo drugo veliko uspešnico Vse je lepše, ker te ljubim. Sledile so Nepozabne, Mati, bodiva prijatelja, Vem, nekje živeti mora, Vrača se pomlad in mnoge druge. Jasno je bilo, da Oto Pestner glasbo čuti drugače od drugih. Nagrajenca za prispevek k izjemni slovenski popularni glasbi sta bila tudi Andrej Šifrer ter Vladimir Lado Leskovar. Če hočeš spremeniti svet, pojdi domov pa bod prijazen s svojimi otroci, kajti oni ga bojo lahko spremenili, ti ga ne boš več. Zato je toliko bolj fajn, ko
dobiš priznanje za nekaj, kar si že naredil. In posebej zato, ker mislim, da je uspeh krasna stvar, vendar je težko dobiti ljudi, s katerimi ga lahko deliš. Niso vedno vsi za to. Zato sem danes tako srečen, da imam tukaj sina z družino, hči z možem in tukaj so moje 3 vnučke, Elena, Frida in Ivona, tamle vzadej, ki je zagotovo najmlajša tukaj in si zasluži en aplavz, jaz mislim. Ker eni imajo nas za ovce, ponujajo nam svoj razvoj. Ti prišli pobrati so novce, ne briga jih za naš obstoj. A še verjamem v pravico, naivno tudi v modrost, da skup z levico in desnico porinemo iz dreka voz. Oče naš, če si v nebesih, pomagaj tem skreganim ljudem, da bi v njih dušah in telesih razsodnost zmagala, da sovraštvom se ne da pomagati usodi tega majhnega, pridnega, včasih malo zoprnega, ampak sicer krasnega naroda. Hvala lepa.